Dobro, torej mi imamo danes tole našo etiko. Ja, in kaj tu najdemo? Državni zbor. Državni zbor ali parlament je isto, ne, samo drugo ime. In še tudi državni svet, ne posvet, ampak svet. Oni potem pošljajo v izvršilno vejo. To pomeni, kak primer? Kaj bi tu imeli kak primer? Tudi sam kot otrok sem bil otrok staršev iz dveh različnih kulturnih in nacionalnih območij. Rastel sem na Slovaškem in vedno, ko sem odhajal v Srbijo in se vračal nazaj, vedno sem prihajal v neke nove, kot na nek način na novo v tisto sredino. In jih zelo dobro razumem. In zato pri delu z njimi ni mi nič tuje, če vidim, da so malo izgubljeni, da so malo zafrustrirani, da potrebujejo pomoč. Mislim, da je to zelo fajn, da te otroke razumemo in da jim pomagamo, kolikor se le da. Kako se lahko učitelji približajo otrokom priseljencem? Ko ti otroci pridejo k nam, mi smo eni izmed prvih, ki jih sprejmemo, ki jim lahko naredimo prvi vtis o državi, v katero so prispeli. Mi smo lahko zelo pozitivni. Mi lahko pridemo. Če obvladamo ta jezik, recimo srpski ali pa bosanski, pa se mu prigovorimo v tem jeziku. Da se spustimo na njegov nivo, da ga pozdravimo, da ga objamemo, rečemo, vse bo v redu, ne se bat, vse bo fajn. Ko mi pridemo, ko mi dobimo tega otroka, on ve, ali je dobrodošel, ali smo ga veseli, ali smo sovražno nastrojeni zoper njega, in to otroci zelo dobro čutijo. Ampak vam povem eno stvar, nihče izmed teh otrok si ni izbral, da pride v Slovenijo. Nihče od teh staršev ni hrepenel, da pride v Slovenijo. Ampak življenjske situacije, življenjske ali težave, ali pa ekonomske, ali pa socialne, so jih pripeljali, da pridejo sem. Hočejo otrokom ponuditi več. In jaz bi želel, da to vidimo kot učitelji, da v teh otrocih vidimo tisto lepoto otroka in da vemo, da je on že razvit, ampak mi smo samo njegova nadaljnja izkušnja, ki jo v življenju dobi. In naj bomo pozitivna. Kako se lahko učitelji pripravijo, ko izvedo, da prihaja v njihov razred otrok iz druge države? Zdaj organizacijsko menim, da je zelo dobro, da se takšni otroci organizirajo v skupine, kjer se najprej poskuša njih uvesti v slovenski jezik. Sam na nežen način med poukom, oziroma pri nas na šoli imajo ure, ki jih odpeljejo od pouka, in imajo ure slovenščine ali pa ure albanščine. Zelo pomembna je empatija. Če je empatija, potem pa vse gre malo lažje. Ne smemo biti storilnostno usmerjeni in razmišljati, ja, zdaj imam pa toliko Albancev, zdaj pa bom na NPZ-ju recimo imel slab rezultat. Ne? Moramo razmišljati tako, da pač ne devamo toliko poudarka na tisto, da so oni tujci, ampak da enostavno smo samo empatični. Kako konkretno mu lahko pomagajo? Neke formule ni tukaj. Tukaj smo, tukaj živimo, tukaj smo učitelji in te stvari so in bodo. Ti ljudje bodo prihajali in hvala Bogu, da prihajajo. Imamo jih in zdaj se pokaže, ali smo kvalitetni ljudje, ali smo samo kvalitetni strokovnjaki. Jaz bi želel, da smo kvalitetni strokovnjaki, ljudje, ki naredijo lep vtis tujcem po Sloveniji. Se kdaj v razredu tudi vi počutite nemočnega? So določeni učenci, ki pridejo, so na novo, v resnici se njim ne da. So učenci, ki ne bojo naredili ničesar, tudi če si ti 1000-krat empatičen, če ti mu pristopiš ali pa kaj ne naredijo ničesar. Niti v Bosni ali pa v Srbiji ali pa kjerkoli niso bili uspešni in tudi zdaj ne nameravajo biti uspešni v svojem učnem procesu. Če pa je nekdo, ki se resnično trudi, ki poskuša, ki vidiš njegove zvezke, ki poskuša, čeprav ne razume vsega, ampak poskuša, dela, sodeluje, tu je potrebno maksimalno pomagati. Če pa nekdo noče,
pol pa jaz tu nobene formule nimam. Jaz se bolj osredotočim na tiste, ki hočejo.